Kje ste pa? Vid voditelj na Radiu Robin. Ste bili včeraj na podelitvi Michelinovih zvezdic in svoj uspeh ste obdržali in potrdili 3 Michelinove zvezdice. Čestitke! Ne pozabi na eno zeleno. Ja, ena Tista zelena je ful še. pomembna zraven. In tukaj imamo mi torto s trojkico gor kot 3 zvezdice. Tako, mi bomo zdaj to proslavili, ne? Seveda, kot se zagre. Ja, lahko, evo, dajte si zaželeti nekaj. Ne smete sicer povedati kaj? Ne. Kar A naj bo osebna ali poslovna želja? Taka, kot je na prvem mestu. A to je za 3 zvezdice? To je za 3 zvezdice. Poslovna. Evo, pihalna. In vse čestitke za te. Vam želijo čestitati tudi eni fantje. Pa dejte pogledati tukaj na naš monitor. Kdo je to? Ane, malo je manjkalo, pa bi se danes živo srečali. Ampak prijazno vabilo smo dobili že potem, ko smo imeli določene načrte in sicer jaz, kot lahko predvidevaš, sem za par dni pobegnil na jadranski jug, medtem ko ostali fantje pridno vadijo in snemajo nov material. No, kakorkoli. Bo pa tudi na ta način moralo zadoščati, da ti v imenu celotnega benda in seveda v svojem imenu, da te najprej zelo lepo pozdravim, čas je že, da se srečamo in da ti seveda ob novih zvezdicah iskreno čestitam. Ane, 1, 2, 3 velike objeme in upam, da se kmalu vidimo, zdaj pa odloži kuhalnico in si malo odpočij. Čau! Čau! Kdo je bil to? Ne bom povedala, ker arogante, če zdaj sem jaz voditeljka. Naj slišijo, kdo je to bil. Naj slišijo, kdo je to bil. Skupina Midva. Ana, kaj vaša najljubša jed iz otroštva? Kaj mama Katja najbolje pripravila? Mislim, če je v konkurenci brokoli, ki smo ga imeli vsak dan na mizi in to kuhan, je ziher odgovor ne morem, ker mislim, da je mama hotela vedno tako zdravo kuhati, da je pretiravala. Ne, drugače pa pašta s paradajzom. Pašta s paradajzom. Evo, bomo se pozanimali tudi zdajle, kar pri mami Katji Rož. Ne, mama Katja, kaj je Ana najraje jedla, ko je bila še mala deklica? Ojoj, jedla pa je vse, zato ker sem jaz pač tako zastavlja svoje gospodinjstvo in materinstvo, da smo jedli vse. Aha, pa ste mislili, da bo postala tako vrhunska, svetovno priznana kuharska šefinja? Pri gostinstvu, da, zelo kmalu je postalo jasno, da se bo Ana izstrelila v svet, oziroma da se je izstrelila na svet. Tako da ja, in za njo ni bila ovira materinstvo, prvo, potem drugo, ona je sledila svoji začrtani poti in je prišla do te točke, o kateri vsi vemo vse. Glej, Ana, podarjam ti zvezdico z željo, da živiš srečno svojo zasebno življenje. Torej, da ustvarjaš in hkrati si srečna 24 ur na 24 ur, tudi ko ne delaš. Evo. Mama Katja vam podarja tako Michelinovo Robinovo zvezdico, bomo rekli, za okoli vratu je. Evo je kar okrog vratu. Ja, tako, lahko kar okoli vratu. Kaj pravite na to, kar je mama povedala, je imela prav? Mislim, hvala mama za te lepe besede, ampak meni se ne zdi, da sem glih tak popolnež, pač okrog sebe imam toliko dvomov, da se mi zdi, da sem vedno ostajala nekako, ne bom rekla na pol poti, ampak na 95% poti in tistih 5% mi je vedno zmanjkalo, da sem vedno rekla in vedno sem druga. V moji knjigi poglavje The Failure is the Engine of Success, se pravi, poraz je nekako mašina uspeha in jaz mislim, da toliko porazov, vsaj osebno mislim, ker sem jih dala skozi v življenju, so pomagali k tem, da sem se toliko okrepila, da sem se naučila potem tudi zmagati oziroma nekako narediti stvari bolj absolutno. Malo sogovornico 9-letno Leo, ki rada zasliši naše vipovce, pa deva slišati, kaj vas sprašuje. Pozdravljena, Ana. Zakaj vaše porcije izgledajo kot otroške? Zakaj imate otroški meni? Umiram, zato ker če poješ 17 velikih krožnikov, ne moreš več hlad za 5. Ja. To je odgovor.
Torej 17-hodni meni, ne? 17-hodni meni, ne, 17 otroških hodov dobiš v hiši Frank. Koliko časa nam to vzame, če se lotimo od prvega do zadnjega? Ja, če si mišljeno inšpektor, ki ti reče, da ima samo 2 ure časa, je to lahko 2 uri, drugače pa okrog 3 ure pa pol. 3 ure pa pol, torej ena taka kulinarična izkušnja. Mislim, da je to bolj dogodek. Imate 2 otroka, tudi to sva že omenila, da sin študira v Torinu. A gresta po vaših poteh drugače? Svit je govoril vedno, da bo pilot oziroma športni komentator. In potem je pa tik preden se je mogel pisati na faks, prišel do mene pa je rekel, mami, kaj moram študirati, da bi lahko kdaj delal s tabo? In tako se je odločil potem za študij malo južno od Torina v Braju. Je pod okriljem Slow Fooda univerza, ki se imenuje gastronomska znanost. No, zdaj ga imamo na telefonu, Svit se javlja iz Torina. Svit, kakšna mama je Ana? Je bila stroga, ko si bil še mali dečko? Pa v bistvu niti ne. Midva imava zelo lep odnos, zmer je bila zelo razumevajoča, nikoli me ni silila v nič, ni me pritiskala, da bi postal kuhar, mi je dala prosto pot. Tako da jaz sem se celo otroštvo v bistvu ukvarjal samo športom. Ko si je vzela čas, če je imela restauracijo polno, da me je sestra peljala na treninge, stroga ni bila nikoli neki preveč. V bistvu ta sestra kar zgodaj postala zelo samostojna. Kaj pa je recimo najboljša jed, ki ti jo pripravi, ko se vrneš domov v Slovenijo? Pašta, zmeri. Samo iz svežih paradižnikov, brez šalše. Pašta, tista ta glavna. No, evo Svit, kaj pa ji recimo sporočaš današnje popoldne iz daljnega Torina? No, mama, jaz ti podeljujem tvojo drugo zvezdico za vso tvojo zagnanost in za ves trud, ki ga vlagaš v to, in sporočam ti še to, da se malo spoči, ker me boš čez en teden mogla spet prenašati. Evo, in čez en teden, če prav razumem, bo padla ena pašta s paradiznikom, mislim paradajzom, kako rečeste. Paradajzom, ja. Evo, Ana je po podelitvi zazvonil telefon, verjetno so padale čestitke. Ja, jaz telefona nisem dvigovala in nisem brala sporočil. No, ena oseba vam bi rada čestitala in glede na to, da ste danes dobili že 2 Robinovi zvezdi, vam pripada še 3, ki jo v studio dostavlja prijateljica Beti Tomsič. Beti! Kje ste pa Beti našli? Čau. Beti je prišla v naš studio, lep pozdrav. Ana, kdo je Beti? Z Beti so bile sošolke na faksu. Ja. Tako smo začeli. Smo bile skupaj na faksu, takrat, ko smo bežali pred njenim kuhanjem. To je ono, ko smo prej Beti mi bo zvezdico vzeli nekaj. Še eno dobiš za vse, kar si uspela narediti. Verjemite mi, da obstaja cela skupina ljudi, ki še vedno ne verjame, da Ana zna kuhati, ker so doživeli njeno takratno kuhanje. Kaj je bilo to za eno kuhanje? Pašta je pronta, kadar se prime na steno. Več ali manj. Nekaj podobnega. Sedaj se pa premalo skuham, ne se sekirati za večino ljudi. Sem jo jedla, je odlična. Zdaj v nadaljevanju bomo izvedeli še nekaj več o vaju. Šli se bomo en mini kviz, v katerem boste določili, katera trditev pa pripada h kateri. Okay. Čisto enostavno, pa gremo. Prvo vprašanje, katera bi na žurki prva pela karaoke? Beti. Beti. Ana. Beti. Jaz sem razglašena, jaz moram tudi kar nekaj kozarcev vina popiti, da grem pet. Katera bi na koncertu prva vrgla modrc na oder? Itak obe. Beti, jaz ne nosim modrca. Kateri band recimo mora biti na odru, da bi vrgle to? Maneskin ali kateri? Za Maneskin bi vrgle spodnje hlače, zato ker nimam modrca. Pa bi dala tudi modrc gor. Vid voditelj, vsako sredo popoldan na Radiu Robin.